Juhu, 4 minutke so čez pol 8 in veste kaj? Ker je zunaj oblačno vreme, seveda nisem sama, pri meni je zopet Mitja Terče, direktor podjetja Erasol. Dobro jutro. Dobro jutro. Kak smo? Super. Veš kaj, ponavadi vedno, ko si ti pri meni, je zunaj takole vreme, kar pomeni, da si ti fraj, da ti ni treba iti na šiht, ni treba ti iti na solarne celice, ne? Ali pa na ogled kakšne strehe za postavitev in imaš cajt prideti k meni. Ja, vedno zbiram deževne dneve. Zbiraš deževne dni. Tako da, evo, že po tep lahko recimo sklepamo, kakšno vreme nas čaka tisti dan. Mitja, midva sva nedolgo nazaj se že družila in sva rekla, da boš prišel v naš studio, predno bodo šle cene gor. Kaj zdaj to pomeni za solarne celice in čiščenje in tako naprej? Ja, težava je res to, zaradi dviga cen naft, se držijo tako komponente, ki so povezane direktno z nafto, se pravi vse plastične dele, od cevi, kablov, ker se držijo tudi kovine, konstrukcije in hkrati tisto neposredno najbolj logično, vsi prevozi, tako cestni do nas za vso robo, kot tudi od nas do samih strank, kjer montiramo. Tako da je nujno, nažalost, nekako zadeve bomo podražili takoj po praznikih, se pravi, moramo nek manjši dvig narediti, ker sicer še imamo zaloge, ampak za stranke, ki zdajle podpisujejo zadeve po praznikih, pa nažalost bomo morali malce cene korigirati. Upamo, da samo to, potem pa se bodo stvari umirile. Res, da imamo to izkušnjo recimo iz te rusko-ukrajinske energetske krize, kjer je najprej so šle cene gor, potem je začelo celo blaga zmanjkovati, čakalne dobe so se podaljševale, se pravi za dobave, pa spet cene, pa že za dogovorjene stvari so šle cene gor. Zakaj? Mi smo tudi ne sam rešitev tega energetskega problema, se pravi, prva reakcija, ko se začnejo energenti dražiti, je kaj naj naredim, in solarna industrija je taka, da je ena hitra rešitev tako za podjetja kot tudi za gospodinstva, da preidejo od dragih energentov, da se zavaruje pred podražitvami. Stvari so ponovadi rešljive v nekaj mesecih, se pravi, lahko na področju nafte ne moremo nič narediti, ali pa zemeljskega plina ali pa podobno. Tukaj pa, ne vem, kupiš električen avto, toplotno črpalko za ogrevanje, če govorimo o gospodinstvu, in si postaviš elektrarno na strehi in si se nekako se v večji meri zavaroval pred tem dvigom cen. Podobno pa tudi podjetja si nekako celo streho opremijo s paneli, ravno zato, da zmanjšajo to svojo odvisnost od visokih cen. Tudi elektrika se na borzah za naslednjo leta draži. Res, da v prvem valu se je nekje podražila za 20%, ko se je vojna začela, zdaj smo nekje na dobrih 10%, govorimo v produktih za naslednje leto. Pred nami je poletje in ponovadi in te majske obdobje, ko so cene nizke zaradi sončne energije, tako da tu nekih večjih vplivov ni. Je pa za konec leta, zimo, za naslednje leto, kar zna tudi vplivati na vse potrošnike, predvsem podjetja v prvi meri, verjetno pa tudi določene meri za gospodinstva, prihaja ta dvig in zato je, bom rekel tako, tudi kar se tiče kupca, da si lahko pred podražitvijo tako panelov kot tudi elektrike zagotovi eno rešitev. Ok, narediva pauzico, ker vidim, da ti telefon zvoni, stranke pritiskajo, potem pa mi boš povedal, koliko je ta podražitev visoka. Pa smo nazaj v našem studiu Radia Fantasy, kjer gostimo seveda koga drugega kot Mitjo Terčeta, direktorja Erasol podjetja Sončne elektrarne. Dobro jutro. Dobro jutro. Glede na vreme vedno prideš takrat, ko je bolj oblačno, ker takrat seveda ne moreš ravno na streho. Me pa vseeno zanima, Mitja. Ti si vedno rekel, oziroma prejšnjič, ko si bil tukaj, si rekel, da prideš k nam pred podražitvami. Povedala sva že nekaj razlogov, zakaj se obetajo podražitve po samih praznikih, ampak mene nekaj druga zanima. Koliko je zdaj ta podražitev? V prvi fazi mogoče se čuje samo cirka 5%, odvisno od elektrarne, ampak to vseeno pomeni nekje za gospodinstva pri najmanjših elektrarnah približno 1000 evrov. Potem pa gremo večje gospodinstva, podjetja, vse skupaj,
To je zdaj prva faza. Kar še ne opažamo, kar smo v zadnji krizi opazili, da so se paneli neznansko podražili, tudi ta elektronska roba. Zaenkrat so se paneli že podražili od začetka leta, ker je Kitajska ukinila izvozne carine in sedaj so nekako cene še stabilne in očitno imajo dovolj kapacitet na Kitajskem, da zadovoljijo vse svetovne potrebe. Če se bo pa še tukaj kaj spremenilo, lahko pa še nadaljujemo oziroma bomo prisiljeni nadaljevati z podražitvami. Kako pa midva stojiva kaj z subvencijami? Se še splača? Še vedno bolj, seveda, če upoštevam tudi drugi faktor, da se elektrika drži in da se bo, subvencije še vedno pri gospodinstvih in tudi pri podjetjih, vsaj 40% pri gospodinstvih, pri podjetjih malce več, tako da v primeru gradnje baterijskega hranilnika, kar je danes nujno, saj elektrarne niso več samo proizvodna naprava, ampak je cilj resna samooskrba, se pravi, da to elektriko, ki si jo naredil, porabiš v večji meri, ne moreš v celoti sam in zato je nujen hranilnik in tukaj je država zelo radodarna z visokimi subvencijami, z ugodnimi 0,8% fiksnimi obrestnimi merami za gospodinstva, tako da tisti, ki nekje so preko 100 evrov porabe, morajo še vedno razmisliti, ker tako ugodno še nikoli ni bilo elektrarne. Ljudje ratujejo res bolj samo zadostni, neodvisni od omrežja, tudi rezervno napajajo, ob izpadih režejo konice, ki so povezane tudi s stroški omrežnine, se pravi, stvari so tehnološko bistveno bolj napredne v načinu samozadostnosti, še posebej povezavi tudi z električnimi vozili, tudi za podjetje je pomembna ta neprekinjenost napajanja, da tudi lahko se neke določene nujne procese zaključijo, tudi če izpade elektrika. Ok, se pravi, rekel si, da fajn je, če imamo sončno elektrarno, pa zdaj se splača tudi hranilnik. Koliko tega hranilnika recimo se priporoča na eno povprečno gospodinjstvo? Pri hranilniku je tako, da je več je bolje, seveda je treba neko razumno mero, osnovna neka kalkulacija, tako na pameti nekje. Čez palec? Ja, dvakratnik moči panelov, se pravi, začnemo ponavadi po 20 kWh nikjer ne vgrajujemo, nekje standardno je okrog 30 začnemo, potem pa recimo za gospodinjstva tudi 70-80 kWh hranilnika, predvsem to tam, kjer imajo stranke električna vozila, gredo zjutraj, ne vem, iz Celja v Ljubljano v službo, pridejo nazaj in je bil sončen dan, ne tako današnji, ali pa danes se zna tudi še izboljšati in da jih čaka polna baterija doma, da lahko spet avto napolnijo iz svoje energije. Se pravi, trenutno je cilj uporabiti svojo energijo, ne jo prodajati poceni in drago kupovati, ampak da te čaka doma v hranilniku in da jo potem porabiš v najbližjem ali pa najhitrejšem času. Je pa treba povedati, hranilnik je predvsem dnevna zadeva, se pravi z sončnega dneva na večer, z danes na jutri, kaj dlje pa ta rešitev ni. Aha, ni, da bi mi lahko sonce shranili za vikend, ko bo izpad elektrike. Tudi, se pravi, vse gre, da določen del baterije se lahko rezervira tudi za vikend. Aha, okay. Ampak ta del baterije potem miruje, bomo po domače povedali, se pravi, čaka na ta vikend, ko bo izpadla elektrika, seveda, če kdo to ve, oziroma takrat, ko so seveda napovedani remonti omrežja, je smiselno nastaviti to zalogo, pa da potem preživimo. Če so pa tako, kot so bili letos snegolovi, vetrolomi, te pa niso nekako tako predvideni. Čeprav nekatere smo zelo dobro ujeli, tudi naše stranke, da so si rezervirale baterijo in so imele cel dan brez težav elektriko, medtem ko je sosedi niso. Smo imeli pa primere, ko nas je stranka poklicala kakšen dan, dva prej, da ne res zmanjšamo to zalogo, da snegolom jim je že naredil, kar je, potem je bil pa čez 2 dni vetrolom, pa so bili spet brez elektrike cel dan. Tako da je nepredvidene zadeve nas znajo presenetiti, zato čim več baterije, ker tudi 100% ni izkoriščena, je rezervirana tudi za take nepredvidene dogodke. Pa mogoče življenjska doba teh baterij? Baterije imajo ker saj veš, za telefone pravijo, da ni fajn, da se nafilajo na 100% skozi, ne, pa ni fajn, da se čist do konca pokurijo. Kako je pa s temi baterijami? Litij-fosfat železne baterije, ki so nekako kitajska pogruntavščina in jih imamo tudi v večini kitajskih avtov delno
tudi pri Tesli, tudi Evropejci se jih trudijo zdaj uvajati, imajo ene 3 prednosti. Ena je, da to, ko si vprašala, življenjska doba, garancija je 10 let, življenjska doba bi morala biti vsaj 2-krat toliko. Glavna prednost njihova je, da v primerjavi s telefonom ali pa nikel-mangan-kadmijevi, ki so recimo v evropskih avtih, večinnih Tesl, korejskih avtih, zdržijo nekaj najmanj 10-krat toliko ciklov oziroma 10-krat počasneje njihov izkoristek začne padati. Potem te so bistveno bolj požarno varne, se pravi šele pri 300 stopinjah se začne nek dim lahko iz njih kaditi, se pravi niso vnetljive tako kot druge in so pa malce težje baterije, kar je slabost, ampak za doma tistih par kil ne igra nobene pomembne vloge, pa na 100% se dajo polni, se pravi, da nimajo tega spomina, ampak nekaj par procentov pa potrebuje baterija rezerve za to, da svoje sisteme drži pri življenju, ki jo kontrolirajo, spremljajo, tudi skrbijo za varnost in zato rabi samo za sebe nekaj malo, bom rekel, varnostne rezerve. Je super, vsak dan nekaj novega zvemo, ne? Zdaj smo tudi malo o baterijah zvedeli, a zdaj smo zvedeli, da podražitev bo okoli 5% po praznikih, tako da tisti, ko še nimate sončne elektrarne, zdajle imate čas, da kliknete na erasol.si, malo pogledate, kakšna je njihova ponudba, pa seveda pošljete povpraševanje. Mitja, midva pa morava končati, ker Rolling Stonesi so jo že skoraj pofurali, zdaj pa prihaja Blondie z Marijo. Vidim, da ti si pa tudi že skoraj blond, bi človek rekel. Hvala. Jaz ti želim seveda uspešno sezono in pa predvsem pridi spet kmalu, ko boš imel kakšno novost oziroma kakšno fajn ponudbo za naše poslušalce. Z veseljem se vidiva. Hvala lepa, čau!